Živijo, sem Dominik Fon, sem trener športnega plezanja in postavljalec smeri. Plezam od majhnega, za kar me je navdušila moja sestra. Potem sem pa začel trenirati bolj orang in tudi nekaj cajta bil v mladinski reprezentanci in se potem v srednji šoli začel ukvarjati z treniranjem drugih, najprej otrok, potem pa kmalu tudi s postavljanjem. Danes imam odprt svoj SP, se pravi, sem samozaposlen in se pač preživljam s tem, da postavljam smeri v plezalnih centrih, na tekmovanjih, za treninge reprezentanc. Sem tudi trener v mladinski reprezentanci, pa tudi v klubih delujem kot trener. Plusi tega, da sem samostojni podjetnik, so definitivno to, da sem sam svoj šef, si sam naredim svoj urnik, kako bom delal, si lahko kakšen daljši dopust vzamem, pa da veliko lahko plezam zraven. Minusi so pa to, da si moraš sam poiskati delo, vsaj na začetku, moraš biti dosti samoiniciativen. Mogoče kdaj to tvoje delo za nekega laika ali pa ki ne pozna točno, ni toliko cenjeno, kot bi lahko bilo. Pa da si kdaj pač kar utrujen, sploh po postavljanjih, rabiš kakšen dan, da se sestaviš. Da lahko opravljam svoje delo, sem mogel končati seminar za inštruktorja in potem kasneje trenerja, pa za postavljalca smeri. Vse je trajalo kakšen mesec, dva, za vikende, potem pa predvsem sem mogel nabrati čim več izkušenj, da se lahko zdaj s tem preživljam. Mojega vsakdana ni. Pa če je normalen delovnik, dopoldne postavljam ali pa grem zase plezat, popoldne imam pol kakšno vadbo, kakšen trening. Zdaj za vikende imam pa ponavadi ali kakšne večje evente ali pa treninge z reprezentancami oziroma tekme. Takrat grem pa pač tudi potujem v tujino ali pa imamo treninge v Sloveniji ali pa postavljam jaz treninge in se pač to že, ne vem, od četrtka do nedelje nekako poteka, takrat pa delam po cele dneve, dokler ni narejen. Jaz svoje službe ne bi menjal za nekaj klasičnega, zato ker lahko sam prilagajam svoj urnik, veliko plezam zraven, pa v tem res uživam. Zdaj, če bi si lahko dal en nasvet sebi v preteklost, je to, da vlagam v svoje znanje, kar se da, tudi če mislim, da mi ta znanje trenutno ne pomaga, mogoče mi bo pa kasneje prav prišel. Potem probam čim več različnih poklicev, pa ne poslušam staršev oziroma kogarkoli, s čimer se moram jaz zdaj ukvarjati, da bom dosti zaslužil, ampak si izberem nekaj, kar meni res odgovarja, v čemer res uživam in pol delam na tem, da sem v tem čim boljši.